lahko gremo kar naprej na naslednjo predavateljico, ki nam bo predstavila slovensko korpusno evolucijo. Doktorica Špela Arhar-Holc je raziskovalka na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja zlasti z digitalno slovenistiko, korpusnim jezikoslovjem, jezikovno infrastrukturo za slovenščino, uporabniškim vključevanjem in jezikovno didaktiko. Sodelovala je pri več nacionalnih in mednarodnih projektih, tako da Špela, ti kar predajam besedo. Hvala. Hvala, Mija, za ta prijazen uvod. Lep pozdrav vsem. Oglašam se iz obrobja Gorenjske regije v nekako improvizirano urejenem delovnem okolju, tako da upam, da bo v tehničnem smislu danes s to predstavitvijo vse v redu. Skratka, dobrodošli na tem kratkem sprehodu po slovenski korpusni evoluciji. Govorila bom o tem, kaj se je v zadnjih 7-8 letih zgodilo s korpusi Gigafida, GOS in Šolar. Malo pa tudi o tem, kaj imamo v načrtu za naslednji 2 leti razvoja. In najprej bi rada seveda poudarila, da danes ne predstavljam samo rezultatov svojega raziskovalnega dela, ampak celo množico projektov, aktivnosti, iniciativ, tudi veliko prostovoljnega dela, bom rekla, širše ekipe kolegov z Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Instituta Jožef Stefan. Marsikaj je bilo pripravljeno v okviru Zavoda za uporabno slovenistiko Trojina, Slovenskega društva za jezikovne tehnologije in v sodelovanju s predstavniki številnih drugih inštitucij, ki se ukvarjajo z razvojem korpusov za slovenski jezik. Večinoma bodo ostali neimenovani, vas pa res toplo vabim, da mogoče tudi po predavanju preklikate to prezentacijo. Potrudila sem se in vključila zelo veliko povezav, tako da lahko pridete res do vseh podatkov, tudi o avtorstvu, o financerjih in tako naprej. Res pa je, da zadnja leta glavnina skrbi za referenčne korpuse poteka na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, kjer sem tudi jaz raziskovalno aktivna, tako kot je Mija prej prijazno predstavila. Ukvarjali se bomo danes s 3 korpusi. Gigafida je referenčni korpus pisne slovenščine, GOS je referenčni korpus govorjene slovenščine in Šolar je korpus šolskih pisnih izdelkov. Vsi 3 korpusi nosijo leto izida 2012, nastali so v sklopu projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, nekje proti koncu tega projekta. In takrat, ko so bili izdani in narejeni, dani v javnost, smo nekako že računali s tem, da bodo kmalu na voljo tudi finance za nadgradnjo in nadaljnji razvoj teh virov. Na to smo potem čakali, kar bi rekla, do letošnjega leta. Danes bom veliko govorila o projektu Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki sta ga pred mano omenjala tudi Miro in Mateja v povezavi s pripravo terminološkega portala. To je zelo velik projekt, ki bo zagotovil eno celo množico izdelkov v podporo slovenščini v digitalnem okolju, med drugim tudi nadgradnjo vseh 3 tukaj naštetih korpusov. V letih med 2012, se pravi, ko so bili pripravljeni, in 2020, ko smo torej lahko začeli načrtovati njihovo kontinuirano nadgradnjo, smo vseeno kar precej stvari pripravili, precej nadgradenj, izboljšav za vse 3 korpuse in glavnina predavanja bo namenjena pregledu tega dogajanja v preteklih letih. Prva stvar, že ko smo pripravljali te korpuse, smo se zelo veliko ukvarjali z vprašanjem njihove širše dostopnosti, uporabniške prijaznosti in podobno. Želeli smo si nekako zagotoviti, da bi lahko različne uporabniške skupine dostopale do korpusnih podatkov za različne namene.
Tako da je bil nekako logičen prvi korak, no, da poskrbimo za izobraževanja, za širšo javnost. In to se je zgodilo že v šolskem letu 2013-14, ko je Slovensko društvo za jezikovne tehnologije organiziralo izpopolnjevanje za učitelje, večinoma slovenščine, ampak tudi drugih predmetov. Tam smo nekako osmislili rabo korpusa v razredu, pripravili tudi neke konkretne scenarije, kako bi to lahko potekalo. Smo pa tudi zelo hitro ugotovili, da je težko pravzaprav učiteljem in tudi drugim uporabnikom slediti ali pa bom rekla nekako obdržati v spominu vse specifike priprave iskalnih pogojev, različne značilnosti različnih vmesnikov teh virov, ki jih zdaj ponujamo. Tako da smo v letu 2014 in 2015 s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije razvili portal jezikovnih virov. Še vedno je na voljo, precej simpatična zadeva, za širšo javnostjo tudi priporočam, če tega slučajno še ne poznate. Gre za nabor videoposnetkov, ki na poljuden in pregleden način predstavljajo jezikovne vire in njihovo uporabo. V sklopu tega dela smo pripravili tudi akcijo Vir meseca, kjer smo skupaj z učitelji pripravili tudi neke čisto konkretne ideje, kako lahko korpuse uporabimo pri pouku slovenščine. Potem druga novost, ki se je zgodila v vmesnem času, izredno pomembna. Leta 2014 se je konsolidiral slovenski konzorcij Clarin. O tem spletnem mestu, o tem repozitoriju bom danes tudi kar veliko govorila. Zadeva je predvsem pomembna za, bom rekla, strokovno, še bolj pa za razvojno skupnost. Gre za neke vrste odlagališče jezikovnih podatkov, če lahko temu tako rečem, malo poljudno, kjer so odprto na voljo za razvoj novih izdelkov, orodij, tehnologij, gradiv in tako naprej. Se pravi, korpus, po katerem lahko brskate v nekem konkordančniškem orodju, je obenem na voljo tudi na repozitoriju Clarin kot podatkovna baza, ki jo lahko vsakdo prenese na svoj računalnik in uporablja za različne namene. To je zelo pomembna, bom rekla, podpora slovenščini v digitalnem okolju. Clarin ponuja tudi dva konkordančnika, v katerih so številni od teh korpusov na voljo. To sta nov Sketch Engine, tega najbrž vsi poznate. Kontekst se mi zdi nekoliko bolj tudi uporabniško prijazen ali pa mogoče namenjen tudi širši uporabniški skupnosti. Tudi ta dva konkordančnika se bosta pojavljala danes na sličicah, ki jih imam v predstavitvi. Potem tretja, bom rekla, je pa kar nekako novica, no. To je iniciativa, ki smo jo letos izvedli v sodelovanju z znanstveno založbo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V sklopu projekta smo pripravili oziroma so bile pripravljene tudi strokovne monografije, ki zelo natančno predstavljajo, kako so bili korpusi pripravljeni v smislu metodologije, besedilodajalcev, samih konceptualnih odločitev, no, ki so prav za te tri korpuse se mi zdi še zlasti pomembne. In te monografije so bile izvorno dostopne v knjižni obliki, zdaj pa so dostopne tudi odprto v digitalni obliki in si jih lahko prenesete in prebirate z različnimi napravami po lastni izbiri. Zdaj bi samo vprašala, Mija, če jaz kažem z miško po ekranu, a se to vidi, a se to ne vidi? Ja, vidi se. Ok, najlepša hvala. Toliko za en tak hiter pregled prek teh novosti, ki se mi zdijo zelo temeljne in h katerim se bomo v prezentaciji vračali pri vsakem posameznem korpusu. Zdaj bi pa kar začeli s pregledom
evolucije. Korpus Šolar je prvi prišel na vrsto, zato ker je nekoliko drugačen od drugih dveh, mogoče malo ločena zgodba. Gre za specializiran korpus, ki je tudi, bi rekla, nekoliko bolj namensko usmerjen v eno uporabniško skupino, k eni uporabniški skupnosti, to so seveda učitelji slovenščine, ki so pri gradnji tega korpusa tudi sodelovali. Kot sem že prej omenila, gre za korpus pisnih izdelkov, ki so jih učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol samostojno tvorili pri pouku. Večinoma so tukaj spisi in eseji, nekaj pa tudi drugih besedil, recimo testi. Korpus je bil leta 2012 v različici 1.0, velik približno 1 milijon besed. In približno polovica teh besedil vključenih je vsebovala oziroma vsebuje tudi učiteljske popravke, ki smo jih tudi jezikoslovno kategorizirali na jezikovne ravnine, tako da omogočajo nekaj naprednejšo raziskovanje in recimo usmerjanja jezikovne produkcije v slovenskih šolah. Korpus je dostopen na tejle povezavi, podatkovna baza je dostopna na repozitoriju Clarin. Več o korpusu je mogoče prebrati v projektnih monografijah. Po koncu projekta smo v prvi vrsti zagotovili finančno in infrastrukturno podporo, s katero vzdržujemo stalni dostop do tega korpusa v orodju Sketch Engine. Licenco za dostop zagotavlja Center za uporabno jezikoslovje že vsa ta leta. Potem pripravili smo scenarije uporabe korpusa za učiteljsko skupnost, nekaj tega sem že omenila, seveda pa je Šolar nekako glavna zvezda na vseh predstavitvah, ki jih imamo, ki so usmerjene v učiteljsko skupnost. Potem tukaj niti nimam dovolj časa, da bi naštevala vse jezikoslovne raziskave. Tukaj v zvezi s Šolarjem je bilo ogromno raziskanega na ravni jezikovnih popravkov, sistema označevanja teh popravkov. Opravljene so bile neke temeljne raziskave besedišča, se pravi korpusno specifičnega besedišča, tudi večbesednega na ravni kolokacij, v šolskem pisanju in tako naprej. Kogar to zanima, vas toplo vabim, da sami raziščete. Mislim, da ta literatura je pač na voljo in enostavno dostopna prek spleta. Večji korak je bil pa potem narejen med leti 2015 in 2018 v sklopu projekta Nadgradnja korpusa Šolar, ki ga je vodil dr. Iztok Kosam. Financiralo pa Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Tu smo zagotovili, bi rekla, nekako 3 tako temeljne premike naprej, temeljne izboljšave. Kot prvo smo korpus precej povečali. Dodali smo 2782 novih besedil in s tem korpus povečali z 1 milijona besed na približno 2 milijona besed. Izboljšali smo metodologijo korpusne priprave, naprimer prišli smo na barvno skeniranje teh pisnih izdelkov, digitalno arhiviranje, zagotovili smo proces enotne anonimizacije v teh besedilih, že med postopkom transkribiranja in zelo pomembno za samo procesljivost, izmenljivost korpusnih podatkov. Uredili smo prehod na format TEI, ki je zdaj trenutno najbolj splošno v uporabi tudi v slovenskem prostoru. Potem še ena pomembna stvar. Izboljšali smo sistem za označevanje učiteljskih popravkov, kar smo tudi zelo natančno dokumentirali in dali na voljo v smernicah, ki se zdaj lahko uporabljajo tudi za nadaljnje označevanje tega korpusa. Tukaj samo en tak vizualni, bom rekla, hiter vpogled v
gradivno izboljšavo. Pač prioriteta tega projekta je bilo nekako poskrbeti za tiste regije in vrste šol, ki so bile v prvi različici podreprezentirane. In kot lahko tukaj vidite, v veliki meri smo naredili kar pomemben korak naprej, nekaj pa je ostalo še vrzeli, ki jih bo potrebno nasloviti pri nadaljnjem delu. Rezultat tega projekta je korpus Šolar 2.0. Je dostopen, pripravili smo ga v 4 različicah, ki so nekako namenjene različnim, bom rekla, razvojnim nalogam. Seveda najprej korpus v celoti, potem korpus brez vpisanih učiteljskih popravkov, ki je dostopen tudi v konkordančnikih NoSketch Engine in pa Kontekst, in pa korpus, ki vsebuje samo besedila z popravki, ki je namenjen razvoju, bodočemu razvoju modelov za strojno predpopravljanje šolskega besedišča. In nazadnje tista besedila, ki so bila zbrana v projektu nadgradnje, so bila zbrana že z pogodbo, ki zagotavlja tudi nekoliko bolj odprt dostop za zelo različne namene rabe. To pa je dostopno kot razvojni korpus CC Šolar. Zdaj nekako se premikamo k nadgradnji oziroma prihajajočim načrtom glede nadgradnje tega korpusa v sklopu projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. Ta projekt, kot sem že prej omenila, poteka med leti 2020 in 2022. In kar se tiče samega razvoja korpusnih virov, predvsem skuša zagotoviti kontinuiran razvoj referenčnih korpusov za slovenščino. Enako velja tudi za korpus Šolar, torej zato je v prvi vrsti med napovedanimi rezultati spletno mesto oziroma spletišče, kjer bodo na voljo informacije za učitelje in pravne ter tehnične rešitve za dolgoročno zbiranje gradiva. Potem vsi tisti, ki ste kdaj imeli opravka z označevanjem jezikovnih popravkov v besedilnih korpusih, boste zelo veseli napovedi prosto dostopnega programa za uporabniško prijazno označevanje tega dela pripisovanja teh korpusnih informacij. To je pravzaprav trenutno, bi rekla, najbolj akutna točka, ki najbolj upočasnjuje ali pa otežuje kontinuiran razvoj tovrstnih virov, saj označevanje jezikovnih popravkov s trenutnimi orodji poteka zelo, zelo, zelo počasi in kar precej mukotrpno. Korpus Šolar 3.0 bo vključen na portal clarin.si in na portal CJVT. In seveda bomo pripravili tudi specifikacije, v katerih bo jasno opredeljena metodologija in vsa vprašanja povezana s kontinuiranim nadgrajevanjem. Z modro barvo imam tukaj izpisano raziskava med učitelji, kako organizirati zbiranje gradiva, da bo kar se da udobno in samodejno. V tej predstavitvi, namreč tako sem tudi napovedala pred dogodkom, bi rada poudarila predvsem tista mesta korpusnega razvoja, kjer lahko tudi uporabniška ali pa širša strokovna pa tudi laična skupnost sodeluje pri oblikovanju prioritet, načrtov, pa tudi samem prispevanju gradiva za te 3 korpuse, no pa še nekaj drugih v resnici pokrivamo v projektu RSDO. In ta mesta, kjer je prostor za sodelovanje, so v predstavitvi obarvana modro.
Jih bom pa na koncu potem še enkrat povzela, no, tako da bo res jasno, na kakšen način lahko vsi, ki ste tukaj zbrani, boste imeli možnost sodelovati in pač opozoriti na težave, za katere se korpusni graditelji seveda dobro zavedamo, da v tem trenutku v našem prostoru obstajajo, mogoče ne težave, ampak želje, prioritete, potrebe in tako naprej. Tukaj lahko povem še to, da v projektu RSDO ne razvijamo samo korpusa Šolar, ampak tudi korpus Kost. To je pa korpus slovenščine kot tujega jezika, razvoj katerega vodi doktorica Mojca Stritar Kučuk, ki je tudi predstavila to temo na konferenci Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. O tem si je možno prebrati več na tej povezavi. Ta korpus je nekako še bolj na začetku razvoja, ampak v načrtu imamo, no, da v sklopu tega projekta ga nekako pripeljemo do točke, kjer bo lahko že koristen tudi za širšo raziskovalno skupnost. Drugi korpus, o katerem bom govorila, je Gigafida. Tukaj je nekaj več novosti oziroma nadgradenj, izboljšav, ki jih lahko naštejem. Ampak začela bom kot prej pri korpusu Šolar z izhodiščnim stanjem, se pravi leto 2012. Je bila pripravljena različica, ki jo dobro poznate, v tem modro obarvanem, uporabniško prijaznem vmesniku, je bila na voljo in še vedno je na voljo. Mislim, da vsi tukaj zbrani ta korpus še najbolj poznamo in ga uporabljamo tudi za strokovne potrebe, ne samo za raziskovanje, kako se jezik obnaša, ampak tudi za izdelavo slovarskih, tudi slovničnih raziskav in izdelkov. Tako da vemo, da vsebuje časopise, revije, spletna besedila, knjižne publikacije različnih vrst, leposlovnih in tudi stvarno literaturo. Leta 2012 je bil velik približno 1,2 milijarde besed, dostopen na tem naslovu, kot podatkovna baza pa v obsegu približno 9% korpusa tudi na repozitoriju Clarin. Poznamo tudi uravnoteženi podkorpus Kres, ki je narejen iz Gigafide, je pač žanrsko nekako bolj premišljeno grajen in kontroliran. In ta obsega približno 100 milijonov besed. Več o izdelavi vseh teh korpusnih različic si lahko je na voljo, je opisano v projektni monografiji. Tudi tukaj se imamo za nadgradnjo zahvaliti Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Nadgradnja korpusa Gigafida je potekala, tako kot velja za korpus Šolar, med leti 2015 in 2018. In tudi tukaj smo se pač skušali osredotočiti na tiste težave, ki so bile v danem časovnem in finančnem okviru najbolj enostavno rešljive. V prvi vrsti smo poskrbeli za besedila, ki so bila prej slabo reprezentirana. To so predvsem šolska gradiva, dodali smo zdaj učbenike pa šolsko branje in nekatera pogosto brana leposlovna dela. Potem nekoliko smo osvežili tudi ažurnost korpusnega gradiva, dodali smo sodobna besedila izbranih spletnih besedilodajalcev. Delodajalci so bili tudi prisotni pri tem, ja. Novičarski portali, dnevni časopisi so tukaj predvsem prišli v poštev, se pravi besedila, ki so dovolj enostavno pridobljiva s spleta. Omeniti je tukaj pomembno, da je Gigafida v različici 2.0 postala prvi korpus standardne slovenščine, saj smo iz
nabora besedil odstranili večino besedil, ki so vsebovala nestandardne jezikovne značilnosti. Zato smo se odločili predvsem zato, ker je za nestandardni jezik v vmesnem času v slovenskem prostoru nastalo več korpusnih virov, ki so nekako specifično usmerjene k nestandardnemu jeziku in zato je na nek način smiselno to zgodbo na tak način voditi, povezano, ampak na nek način tudi ločeno. Potem smo zagotovili tudi neke tehnične nadgradnje, odstranili smo podvojene besedilne fragmente, poskrbeli smo za novo, nadgrajeno, strojno, seveda, jezikoslovno označevanje in dodali neke manjše spremembe pri zasnovi uporabniškega vmesnika. O vsem tem si je seveda na vseh teh naštetih povezavah mogoče prebrati več, če koga to zanima. Zatem, ko smo poskrbeli za korak naprej, smo se potem malo ozrli tudi v preteklost. Večkrat je bilo opozorjeno na to, da je za boljšo sledljivost sprememb v korpusnih edicijah in seveda ponovljivost raziskav, ki so bile izvedene na prejšnjih različicah korpusov, treba ohranjati in vzdrževati dostop tudi do vseh predhodnih edicij. S pomočjo Clarin, torej manjših projektov, ki jih vsako leto razpisuje iniciativa Clarin.si, smo poskrbeli za dostop do vseh različic, ki so tukaj naštete. Mislim, da tukaj izbrani. Vemo, da pri korpusu Gigafida oziroma pri pisnem referenčnem korpusu zgodba samega razvoja posega tudi nazaj v preteklost, od korpusa Fida prek Fida plus, potem naprej do Gigafide. Zdaj, glede na to, da smo na dogodku, ki se eksplicitno posveča vprašanjem slovenskih slovarjev, slovaropisja, leksiko-gramatičnega opisa sodobne slovenščine, je treba omeniti tudi nekaj korakov naprej, ki so bili pripravljeni v zvezi s samo metodologijo uporabe korpusa za slovarski in slovnični opis. Kar se tiče slovarskega opisa, so se ti raziskovalni in tudi metodološki razmisleki začeli že znotraj samega projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, kjer je bila pripravljena leksikalna baza in potem spletni slovar slovenskega jezika, ki nekako kot demo predstavlja, na kakšen način je mogoče referenčni korpus uporabiti za slovaropisne namene, za pripravo sodobnega slovarja. Kakšen domet ima ta pristop in kakšen bi lahko bil končni rezultat, je bilo potem predstavljeno v predlogu za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika in v monografiji Slovar sodobne slovenščine, problemi in rešitve. Veliko zelo konkretnih leksikografskih težav in rešitev pa je bilo predstavljenih tudi v monografiji Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju. Na drugi strani smo med leti 2017 in 2020, zdaj ravno končujemo s tem projektom, se pravi, na drugi strani smo poskrbeli za podoben opis, preizkus metodologije tudi kar se tiče slovničnega opisa. To se je zgodilo znotraj projekta Nova slovnica sodobne standardne slovenščine, viri in metode, ki jo vodi dr. Simon Krek. In obe zgodbi sta nekako povezani ali pa vodita skupnemu cilju, ki mu rečemo digitalna slovarska baza. To je zdaj bilo vključeno tudi v projekt RSDO, Razvoj slovenščine v digitalni dobi, kjer naj bi zagotovili opis in tudi preizkus enovite, strojno berljive, večnamenske, odprto dostopne digitalne baze s korpusno pridobljenimi podatki o sodobni slovenščini. In
Na področju korpusnega jezikoslovja seveda govorimo o leksikogramatiki, se pravi baza, ki vključuje tako slovarske kot slovnične in najbrž še druge informacije o sodobnem slovenskem jeziku. Zdaj, če povem par točk, malo bolj specifično, kaj obeta slovnični projekt, projekt na temo slovničnih korpusnih podatkov. Glavni namen tega projekta je postaviti nekako jezikoslovne temelje strojni analizi ali pa strojnemu pridobivanju in urejanju korpusnih podatkov, tako iz pisnega kot govornega referenčnega korpusa za slovenski jezik. In med rezultati so predvsem odprto dostopne baze podatkov na različnih nivojih, ukvarjamo se z oblikoslovjem, besedotvorjem, kolokacijami, stalnimi besednimi zvezami, vezljivostjo in besednimi nizi. Za lažje procesiranje korpusov, za lažje pridobivanje korpusnih podatkov smo pripravili tudi dve orodji, ki sta že prosto dostopni na repozitoriju Clarin. Prvo je orodje, ki smo ga poimenovali List in je namenjeno luščenju podatkov iz različnih besedilnih korpusov. Ideja je, da naložite v to orodje svoj korpus in potem iz njega lahko izvozite razne napredno urejene frekvenčne sezname besed, oblik, besednih nizov, besednih delov in tako naprej. Na drugi strani pa orodje QCAT omogoča napredno označevanje korpusov. To orodje je bilo na voljo že pred projektom, ampak smo ga tukaj pomembno dopolnili, da omogoča res označevanje na vseh nivojih, ki so trenutno za slovenščino, bom rekla, v postopku priprave. Tukaj recimo lahko omenimo odvisnostno skladnjo, označevanje udeleženskih vlog, imenskih entitet, besednih zvez, različnih vrst, se pravi večbesednih enot in podobno. V sklopu projekta bo pripravljena tudi, oziroma je že pripravljena Gigafida 2.1. To je Gigafida označena na naprednejših ali pa na višjih nivojih. Zagotovili smo označenost na ravni odvisnostne skladnje po dveh sistemih, Universal Dependencies in drugi sistem je, imenujemo ga SSJ, sistem, ki je bil razvit nekako specifično za slovenski jezik. Potem na ravni udeleženskih vlog in na ravni imenskih entitet. Ta korpus bo predvidoma objavljen na portalu Nov Sketch Engine. V kratkem, kot sem že prej omenila, projekt je zdaj v fazi zaključevanja. Zdaj bi rada pokazala še en pomemben korak naprej, ki je bil v zvezi z korpusom Gigafida opravljen od leta 2012. In sicer gre za vključitev korpusa, ali pa pravzaprav ne vključitev, ker je korpus tukaj ključni del tega kroga, umestitev, recimo tako, v koncept odzivnega vira. Verjetno vsi poznate odzivne vire za slovenščino, ki so trenutno na voljo. To so slovar SOPOMENK sodobne slovenščine, kolokacijski slovar sodobne slovenščine in leksikon besednih oblik SLOLEX. Gigafida je vir za strojno pripravo teh slovarjev, slovarji so pa s korpusom potem tudi povezani, tako seveda, kar se tiče samih podatkov, ki so iz korpusa pridobljeni, kot tudi na klik, da se lahko uporabnik premika med različnimi vrstami informacij in v končni fazi vrne pravzaprav v korpus, kjer so na voljo tudi informacije o besedilnem kontekstu.
Tole verjetno vsi poznate, se pravi, tole je Gigafida 2.0, konkordančni niz. S klikom na ta gumb lahko vstopimo v enega od drugih oziroma v enega od odzivnih virov, tole je Slolex 2.0, kjer so na voljo vse oblike za iskano iztočnico predstavitev, tudi nekatere povezane oblike, potem tukaj ima uporabniška skupnost možnost, da sodeluje, lahko doda posnetek izgovora, lahko pa tudi poslušamo strojno pripravljen sintezo izgovora za osnovno obliko in vse te naštete oblike. Potem se lahko premaknemo v slovar Sopomink sodobne slovenščine, kjer so na voljo sopomenski kandidati. Uporabniki lahko glasujejo, pripišejo pozitivne, negativne glasove, lahko tudi dodajo svoje lastne predloge, ki jih potem vključimo tudi v odprto dostopno slovarsko bazo. In nenazadnje kolokacijski slovar sodobne slovenščine, kjer so pa na voljo strojno pripravljeni kolokacijski podatki, recimo pripraviti predstavitev in strojno izvoženi zgledi, slovarski zgledi, seveda iz korpusa Gigafida. Če kliknemo na to povezavo, bomo vstopili v tole Gigafida 1.0, ki je še vedno v lepi modri barvi. Ko pa bodo slovarji posodobljeni v naslednjo različico, bo seveda povezava omogočena z Gigafido 2.0. To je torej tale podatkovni krog, če lahko temu tako rečem, referenčnega korpusa in odzivnih virov. Skratka, koncept odzivnega vira je nekaj, kar smo pravzaprav razvili v slovenskem prostoru. Mednarodna javnost je to zelo, zelo dobro sprejela, ker je odgovor na zdajle temeljno vprašanje jezikovnega opisa ne samo slovenščine, ampak vseh jezikov v digitalnem okolju. Gre za vprašanje, kar se da hitre, odprte dostopnosti jezikovnih podatkov in odzivni model to na nek način omogoča, tako da jezikovne vire najprej pripravimo strojno, seveda z jezikoslovno zelo dobro premišljeno metodologijo, potem jih odpremo javnosti in raziskovalno razvojni skupnosti, potem jih pa po korakih nadgrajujemo in ročno prečiščujemo, tudi v sodelovanju z jezikovno skupnostjo, tako kot sem pravkar pokazala. Še par besed, kaj se bo zgodilo z Gigafidom v naslednjih 2 letih. Prva stvar, ki jo želimo zagotoviti, je gladek in kontinuiran razvoj referenčnega korpusa. Tukaj bomo poskrbeli za cevovod, za označevanje besedil na različnih ravneh. To pomeni, da besedila, ki jih lahko zdaj zelo hitro pridobivamo v digitalni obliki, potem tudi zelo hitro in tekoče strojno sprocesiramo in potem objavimo čim hitreje v novih korpusnih edicijah. Poskrbeli bomo seveda tudi za pravne in tehnične rešitve tega dolgoročnega zbiranja gradiva. Naredili bomo raziskavo med deležniki. Tukaj imamo v mislih na eni strani uporabnike, tiste uporabnike, ki korpus uporabljajo za svoje vsakodnevno delo, recimo, in na drugi strani tudi tiste, ki jih uporabljajo za razvoj izdelkov, kot sem že prej omenila, slovarjev, jezikovnih tehnologij in tako naprej. In to bomo potem vključili v specifikacije za korpusno nadgradnjo, kjer se bomo pa posvetili še posebej vprašanju nestandardnosti, se pravi razmejevanja standardnih, nestandardnih besedil, kar bo nekako nudilo empirično podlago za opredeljevanje standardnosti v slovenskem jeziku in vprašanje vključitve zamejskega dela je
predvsem tudi v spredju nadaljnjih načrtov za nadaljnjo korpusno gradnjo. Tukaj lahko omenim seveda, da poleg GigaFide v tem projektu nadgrajujemo tudi korpus Janez, korpus uporabniško generiranih spletnih vsebin, ki, kot sem že prej nakazala, v večji meri zdaj vsebuje besedila, ki so napisana tudi v nestandardnem jeziku. Zadnji korpus, o katerem bom govorila, pa je korpus govorjene slovenščine GOS. Leta 2012 je vseboval transkripcije okrog 120 ur posnetkov govora v različnih situacijah, od različnih televizijskih, radijskih oddaj, predavanj, zasebnih pogovorov, delovnih sestankov, svetovanj, storitev in tako dalje. Korpus trenutno v različici 1.0 vsebuje približno 1 milijon besed. Transkripcija je narejena v 2 različicah, v pogovorni in standardizirani, kar omogoča enostavnejše iskanje po korpusu in tudi naprednejše jezikoslovne analize. V konkordančniku je pa mogoče tudi poslušati delčke teh posnetkov, ki so bili narejeni po celi Sloveniji. Korpus je dostopen na tej povezavi, podatkovna baza na repozitoriju Clarin in metodologija je opisana v tej monografiji. Po koncu projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku smo zagotavljamo stalni dostop do tega korpusa v specializiranem vmesniku, zato je zadolžen Center za jezikovne vire in tehnologije v sodelovanju z iniciativo clarin.si. Korpus smo dali v nekoliko prilagojeni obliki tudi v druge konkordančnike, v nov Sketch Engine in v Kontekst. Diseminiramo ga v širši javnosti, uporabljamo ga za jezikoslovne raziskave, kot verjetno tudi sami dobro veste. Naprimer, pripravljeni so bili podatki izluščeni iz govornega korpusa, opravljene so bile analize engramov, formulaičnih izrazov, potem preizkušeni so bili sistemi za označevanje govorjene slovenščine na višjih nivojih, zlasti skladenjskem. In v vmesnem času je bila pripravljena tudi manjša dopolnitev korpusa z gradivi portala Video Lectures, to je vodila doktorica Darinka Verdonik. Korpus pa, kot bom pokazala na naslednjem slajdu, je bil pripravljen tudi za izdelavo bolj specifično označenih korpusov Gordan in Eva. Vse, kar sem prej govorila v povezavi z rezultati projekta Nova slovnica, velja tako za korpus GigaFide kot za korpus GOS, tako da tega tukaj ne bom ponavljala. Lahko pa pač pokažem te dopolnitve. GOS Video Lectures 4.0 je na voljo na repozitoriju Clarin in tudi v konkordančniku Kontekst. Gre za transkripcijo 55 predavanj z tega portala. Kot verjetno dobro veste, gre za tako strokovno-znanstvena predavanja, se pravi za strokovno-znanstveno javnost. Potem lahko omenim še korpus dialoških dejanj in multimodalni korpus, kjer je bil del korpusa GOS uporabljen kot podstat za pripravo teh precej bogato, natančno označenih korpusov tudi na teh višjih, bolj dialoških ravninah, ki so zelo koristne na področju razvoja ali pa raziskave govornih tehnologij, pa tudi se mi zdi za raziskave govorjenega jezika in diskurza. Korpus GOS v projektu
RSDO bo tudi precej povečan in bo doživel svojo različico 2.0. V projektu namreč pripravljamo govorno bazo, ki bo osnova za razpoznavalnik slovenščine. Ta govorna baza bo v obsegu 1000 ur govora, 300 ur bo tudi transkribiranih in med temi transkripcijami, iz tega nabora gradiva, bomo izbrali tudi gradivo za nadgradnjo korpusa GOS in različico 2.0 tudi objavili v različnih konkordančnikih. Tudi tukaj seveda lahko omenim specifikacije za kontinuirano nadgrajevanje in pa raziskavo med uporabniki in deležniki, kakšne izboljšave, kakšne dopolnitve korpusa bi bile v nadaljevanju za skupnost najbolj koristne. S tem jaz počasi zaključujem svojo predstavitev. Še enkrat bi rada povzela, kako lahko sodelujete, pomagate. Mislim, da smo sedaj v času, ki je zelo, zelo naklonjen izražanju povratne informacije. Korpusi so v prostoru že toliko časa, da imamo z njimi tudi dejanske izkušnje. Vemo, kaj deluje, kaj ne deluje. Imamo možnost, da identificiramo prioritete za nadaljnji razvoj in zato seveda, kot sem že omenila, bomo ponudili ali pa bomo dali možnost povratne informacije vsem, ki bi pravzaprav nam želeli v zvezi s tem karkoli sporočiti. Kar se tiče šolarja, bojo ponovno v središču učitelji, kar se tiče Gigafide in GOS-a pa deležniki, ki te korpuse najbolj uporabljajo. Omenila bi ali pa povabila bi vas tudi na začasno spletno stran projekta RSDO, kjer si lahko preberete več o možnostih ali o napovedanih rezultatih, spremljate potek tega projekta, tam so tudi kontaktne informacije, da veste, na koga se lahko v zvezi z različnimi vprašanji potem tudi po predavanju obrnete. In s tem se vam seveda tudi najlepše zahvaljujem za pozornost. Špela, hvala za to res zelo zanimivo in izčrpno predstavitev novosti, ki ste jih pripravili oziroma ki jih pripravljate v povezavi s korpusi, ki bodo jezikovnim uporabnikom zagotovo v veliko pomoč. Na tem mestu kar odpiram diskusijo. Boris Keren, omenjala si tudi besedotvorne baze podatkov v kontekstu nove slovnice, a lahko kaj več poveš o tem? V novi slovnici, se pravi na tem projektu, je eden izmed obljubljenih rezultatov tudi podatkovna baza, ki vsebuje podatke ali pa informacije o oblikoslovju in besedotvorju. In tukaj mi zelo aplikativno povezujemo delo z oblikoslovnim leksikonom Slolex. In ideja ali pa bom rekla cilj, želja je predvsem obogatiti leksikon Slolex na ravni informacij, relacijskih informacij med besedami. Se pravi to, kar sem prej kazala, pri samostalnikih so povezave na glagole, so povezave na pridevnike in tako naprej. Se pravi v tem smislu besedotvorne povezanosti med leksikonskimi enotami. Na drugi strani bi pa radi v leksikonu pripisali tudi oblikoslovne vzorce, ki bi na tak način leksikonske enote tudi med sabo združevale in se kako naj to zdaj preprosteje naslikam, združevale v smislu dostopnosti različnih leksikonskih enot pod hierarhično urejeno oblikoskladensko piramido
ki je po mojem primerljiva še najbolj lematski bazi in temu, kar na inštitutu pripravlja Tanja Mirtič s sodelavci. Povezave se pravi, besedotvorne povezave v trenutni različici Sloleksa so bile vnešene ročno pri pripravi tega vira. Zdaj v naslednjem koraku vključujemo tudi strojne postopke, kjer na osnovi identificiranih morfemov, predpon, pripon in tudi manj medpon, ampak predvsem teh predponskih in medponskih ter korenskih delov strojno poiščemo kandidate za besedne družine, kar bomo potem najbrž tudi nekoliko tudi ročno prečistili, na tak način potem vzpostavili tudi s pomočjo določenih omejitev in pravil enote, ki bodo na tak način med sabo povezane. Mogoče še jaz vprašam, Špela, gradivsko Gigafida ni bila še nič nadgrajena, kolikor razumem, ampak je to v načrtu, če sem prav razumela. Mogoče besedo dve o tem. Od različice 1 do 2, se pravi od te modre do rdeče, so bile naslovljene samo najbolj akutne vrzeli. Dodali smo učbenike, dodali smo leposlovje, najbolj brano leposlovje in predvsem šolsko branje, se pravi leposlovje, ki je del domačih branj in je predvsem del kanona, tudi v šolah. Potem smo posodobili oziroma dodali neka sodobnejša besedila iz novičarskih portalov, to je večinoma pač RTV Slo pa podobna mesta so na tak način vključena. Tako da nekaj besedilnih nadgradenj je iz 1 na 2 že bilo. Kar pa se tiče 3, pa seveda skladno z načrti, ki jih imamo znotraj tega projekta in specifikacijami, ki bodo tudi pripravljene, so v načrtu dodatne nadgradnje, predvsem pa ta, bi rekla, infrastruktura, ki omogoča kontinuirano, neprestano posodabljanje korpusa z novimi digitalnimi besedili, ki prihajajo od besedilodajalcev, kar se da samodejno, grejo takoj v označevanje in čim hitreje v nove edicije. V tem smislu si lahko obetamo od projekta RSDO ne samo besedilno nadgradnjo v smislu ene, ampak skušamo vzpostaviti neprestano besedilno nadgrajevanje. Zdaj, kar se tiče pa same žanrske sestave, referenčnega korpusa je pa prav zato vključena tudi ta raziskava med deležniki, ki naj bi nam na nek način sugerirala, mi upamo, da bomo dobili od uporabnikov, od različnih skupnosti informacije, ali je trenutna sestava primerna za njihovo delo, ali je potrebno mogoče dodati, povečati obseg določenega deleža, da bo stvar bolj uporabna, oziroma kako si pač ljudje, ki te korpuse uporabljajo, kaj bi si želeli ali pa kaj potrebujejo.